Danes se Fran imenuje več kot 3-krat več moških kot pred desetletjem, saj jih je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije že 245, medtem ko jih je bilo pred 10 leti le 78. V teh 10 letih je portal Fran postal zelo priljubljen in letos praznuje 10. obletnico. Ob tej priložnosti so se na ZRC SAZU odločili, da vse otroke z imenom Fran ali Franja, ki so se rodili po letu 2014, povabijo na praznovanje in posnamejo kratek film z njihovimi duhovitimi odgovori. Zato je prireditev zaznamoval poseben film o srečanju 55 ljudi z imenom Fran ali Franja. Vejo sploh vsi, kaj pomeni kaj? Vem, ja, recimo, če igraš Scrabble, pa ne veš, kakšne besede pogledaš na ta portal. Mislim, da je to spletni portal Fran, da če ne vemo, kaj pomeni ta beseda, da ga lahko uporabimo. Za besede, da jih iščeš, če ne znaš napisati. In tam so zapisane vse razlage o besedah. Ja, spletni portal Fran je zato, da če se slučajno kakšne besede ne razumeš in ne veš, kaj pomeni, da jo potem noter vpišeš in ti potem to natančno razloži, kaj to pomeni. Na prireditvi so predstavili tudi nov večjezični portal Franja, ki omogoča iskanje dvojezičnih parov med slovenščino in več kot 20 jeziki, vključno z angleščino, romunščino in latinščino. Na knjigi boš našel podpis. Ne vem. V bistvu ne vem, ampak se mi zdi, da to je nekdo, ki je zelo z jeziki povezan, nekaj takega. Raziskuje, kaj pomen besede, pa različne zanimive besede, nove besede, tudi zelo stare besede. Jezikoslovec, tega pa ne vem. Tisti, ki ugibajo kakšno besedo. Fran je po merilih človeškega življenja seveda še otrok, ki še pubertete ni dosegel. Vendar je v 10 letih svojega življenja napredoval zelo hitro in dosegel razvoj, ki bi ga prej pripisali kakšni odrasli osebi. Je na nek način čudežen deček, ki je presegel vsa pričakovanja, ki so mu bila priložena v zemlji. V tem času je dobil tudi mlajšega brata Frančka, danes pa si jima je pridružila še sestrica Franja, vsi skupaj pa so otroci digitalne dobe. Izjemnih raziskovalnih rezultatov na celotnem ZRC SAZU nima. A danes je upravičeno v ospredju Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Inštitut, ki obstaja že slabih 80 let, kar pomeni, da se danes v Sloveniji z jezikom sistematično, raziskovalno ukvarja že tretja generacija slavistov ter drugih jezikoslovk in jezikov. Po uvodnem delu je sledila predstavitev oddelkov Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, kjer deluje 6 oddelkov za ključna področja jezikoslovja, med katerimi so leksikologija, pravopis, terminologija, dialektologija, etimologija in onomastika. Poleg tega inštitut vključuje tudi jezikovno-tehnološki razvojni center, fonolaboratorij in knjižnico. Predstavljeni so bili dosežki vseh teh oddelkov, ki skupaj prispevajo k ohranjanju in razvoju slovenskega jezika.
parkrat zavedamo, da imamo res izjemen privilegij in to je, da živimo v državi, kjer imamo dostop do jezika, do vse njegove bogatosti, kompleksnosti, tudi prosto dostopen na spletu. In to omogoča že 10 let portal Fran, pa za otroke Franček, sedaj tudi Franja. Franja združuje vse dostopne tuje jezične slovarje, skratka slovarje nekega tujega jezika v paru s slovenščino. Vse to pa povezuje zelo zmogljiv in zelo inovativen iskalnik, s pomočjo katerega lahko res hitro pridemo tudi do informacij ne samo o nekem osnovnem pomenu tuje besede, ampak tudi o najbolj pretanjenih slovarskih odtenkih. Nov portal Franja, dostopen na domeni franja.eu, prinaša možnost hitrega iskanja dvojezičnih parov med slovenščino in 20 tujimi jeziki. Poleg najpogostejših jezikov, kot so angleščina, nemščina in italijanščina, so uporabnikom na voljo tudi manj pogosti jeziki, kot sta romunščina in latinščina. Portal omogoča tudi povezavo z vsebinami na portalu Fran, s čimer se krepi jezikovna dostopnost. Slovarji na portalu Franja so pregledani in urejeni, uporabniki pa s funkcijo Predlagaj popravek lahko prispevajo k izboljšanju podatkov. Fran je že od začetka povezan tudi s slovenskim znakovnim jezikom. Določene besede imajo neposredno povezavo tudi na slovar slovenskega znakovnega jezika, hkrati pa tako rekoč mesečno sodelujemo z Zvezo gluhih in naglušnih Slovenije in skušamo biti v stiku tudi z govorci tega pomembnega jezika. Ja, slovenski znakovni jezik vsekakor si zasluži sistemsko raziskovanje in vso podporo temu tudi stremimo na Ministrstvu za kulturo, kajti to je enakopraven jezik. In pomembno je, da tudi na Inštitutu Frana Ramovša se s tem ukvarjajo, kajti tu so naši najboljši strokovnjaki. Raziskovanje znakovnega jezika pa je tisto, ki je podlaga potem za razvoj besed v znakovnem jeziku in za boljšo dostopnost in vključevanje. Portal Fran, ki ga številni opisujejo kot čudežnega dečka slovenske jezikoslovne scene, je v 10 letih postal osrednja platforma za jezikoslovne raziskave in uporabnike slovenskega jezika. S širitvijo dostopa na nove jezike prek portala Franja in dodajanjem razlag v znakovnem jeziku se še naprej razvija in Slovenijo postavlja v bok svetovno priznanim jezikoslovnim centrom. 80-letna tradicija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša se tako nadaljuje z inovativnimi pristopi in rešitvami, ki bodo nedvomno še dolgo koristili tako stroki kot širši javnosti.